sprejeli smo, kot ste videli, vse kadrovske predloge, potem tudi vsa premoženjska zadeve. Sprejeli smo odlok oziroma o gasilski reševalni službi. Sklep je bil sprejet večinsko, kar pomeni, da moramo spoštovati voljo samih svetnikov. Se pa seveda poraja tako moralno vprašanje. Tukaj je šlo pač res za bolj političen dogovor. Jaz mislim, da bi bilo dobro, da vseeno da bi bil na mestu direktor, ki ima za to ustrezne kvalifikacije. Vemo, da bi moral biti ta odlok o gasilsko-reševalni službi sprejet že pred 4-5 leti. Mi smo ga takoj se lotili, da ga uskladimo z zakonom in po tem zakonu vemo, oziroma po tem odloku vemo, da direktor nima teh ustreznih znanj oziroma prakse, tako da vseeno tukaj treba spoštovati voljo mestnih svetnikov in to je to. Pa lahko karkoli vpliva na to imenovanje, ta sprejeti nov odlok, pa tudi te pritožbe, ki so? No, ne vem, časa dejansko je premalo, verjetno bomo vseeno, glede na to, da moram skrbeti tudi za zakonitost pri delu mestne uprave in pa tudi mestnih sej, bomo prevetrili, ampak dejansko je treba spoštovati voljo mestnih svetnikov. Ampak zdaj ta odlok o organiziranosti, ki je bil sprejet, prinaša spremembe. Tudi na vrhu gre še za en strokoven kader. A to lahko kakorkoli zdaj vpliva? Soglasje je dano, direktor je dobil soglasje, sočasno je bil odlok sprejet, ki prinaša spremembe. A to lahko v prihodnje prinese še kakšen prevetritev, tako kot sami pravite, ali bo to za 4 leta zdaj tako, kot je? Ja, v tem trenutku ne vem, sem pa povedal, da dejansko kot župan moram skrbeti za zakonitost in bomo oba ta dva dela, to se pravi na eni strani nov odlok, na drugi strani to imenovanje oziroma soglasje k imenovanju bom predal ustreznim službam, reviziji, naši pravni službi. Če je vse v redu, potem seveda ta soglasje oziroma imenovanje direktorja Garsa velja za naslednje 4 leta.